pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Kopru, kjer se bo kmalu začela tekma 17. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na Bonifiki se bosta pomerila domači Koper in Radomlje. Nogometaši Maribora so s 3-0 premagali Aluminij, tako da se bo Koper v tale obračun podal z drugega mesta na prvenstveni lestvici. Luka Vešnar-Tičić skuša preigrati tekmeca in ustvariti višek, to da dobro se postavil Žul, potem pa še enkrat Vešnar-Tičić, tole bi lahko bilo nevarno, strel Kolija, to da v bloku potem Radomljani in tole bo udarec iz kota za rumene Kanarčke. V fazi izgradnje napadalne akcije med obema osrednjima branilcema tudi Varešanović in Vešnar-Tičić pa prihajata precej nazaj. Tu je zdaj Vešnar-Tičić, ki je dober v igri, 1-1 strel Vešnorja-Tičića, odlična obramba Veliča. Je prestopil v Domžale. Udarec iz kota za Vešnorja-Tičića, dobra podaja, priložnost za Koper in to je gol! Gol za Koper, ki torej vodi, strelec pa je Novoselec. Njegov prvi gol v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige in v 40 minuti srečanja so rumeni Kanarčki prišli do vodilnega gola, povsem zasluženo, kajti Koper je imel več od igre. Radomljani so sicer dobro krpali luknje v obrambi, potem pa je prišlo do napake v obrambi gostujoče ekipe in to so nogometaši Kopra izkoristili. Poglejmo še enkrat, Vešnar-Tičić je podal pred vrata, tam pa slabo izbijanje. Ostra žoga, tole priložnost in gol! Gol za Radomlje, izid je poravnan. Mlinari so prišli do izenačenja, čeprav so Koprčani bolje krenili v tale drugi polčas, kljub temu pa torej gol za izenačenje. Mislim, da je pred nami dolga prekinitev. Rdeč karton za Palčiča in prav je, da se ne sprijazni s to odločitvijo. To je res čudno. Tu je Žan Žužek, ki takole širi roke. Zdaj bi bilo dobro slišati ta dialog. To je res velika sodniška napaka, če bo izključen Matej Palčič. Prava zmeda zdaj na Bonifiki, 11 metrov, ko bo izvedel Luka Cerar in ne Šarić, ki je kot prvi vzel žogo. Luka Cerar in Brani Adam! Brani Adam ostaja pri izidu 1-1. No in zdaj nas režiser tudi opozarja na sodnika, to je gol! Gol za Koper, Max Barišić! 10. zadetek tega nogometaša v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige. Razveselil se je Denis Kalilović, sicer ni eksplodiral, kajti zaveda se, da je do konca tekme ostalo še kakšnih 20 minut. Zabukovnik prepušča Cerarju. Cerar pa bo verjetno tragični junak tega obračuna, kolikor Mlinari ne bodo prišli do izenačujočega zadetka, kajti on je bil tisti, ki je zastreljal strel z bele točke, tole dobra podaja, gol! 2-2, kakšna tekma! Radomljani so prišli do izenačenja, Andrej Pogačar je meril polno, zadetek pa bo veljal, kot vse kaže. Tole bo priložnost, Božič strelja, to da v bloku Novoselec. In potem še en grob štart, znova so burno odreagirali na klopi Kopra in tole je rumeni karton in posledično izključitev za Žulja. Tudi Žul je izključen in kakšno tekmo spremljamo na Bonifiki. Drugi rumeni karton za Žulja, velika neumnost nogometaša iz Bosne in Hercegovine. Kljub temu, da je že imel rumeni karton, je štartal zelo nevarno in Pogačar potem ni prišel do pravega prostora, priložnost zdaj za Koper, tu je Barišić, Max Barišić ima priložnost, Barišić gre sam je Osuđi, tole bo gol! Gol za Koper, Bede Osuđi, kako nesebičen je bil Max Barišić in Kanarčki ponovno vodijo 3-2 na Bonifiki. Kakšna veličina Maxa Barišića, tretjo asistenco v tej sezoni je vknjižil, Osuđi pa je prišel do 4. gola in Koprčani znova vodijo. Poglejte še enkrat, Barišić je takole preigral Veliča, potem pa nesebično podal do Osuđija in ta je žogo poslal v prazno mrežo.
In zdaj glasni protesti tudi na klopi Radomelj. Upravičeno, tako eni kot tudi drugi se lahko upravičeno pritožujejo. Rdeči karton za nekoga v taboru Radomelj. Ampak tako ene kot tudi druge gre razumeti, ko tam Darjan Kovačič ni opazil, kdo je igral z roko. Nogometaši Radomelj takole igrajo v širino, ampak pretirano nevarni niso v teh trenutkih. Zdi se, da koparska obramba dobro kljubuje tekmečevim naletom in na mestu David Adam. Tule junak Kopra, ki je pri zidu 1-1 obranil 11 metrovko. Prišli ste do jubilejne 10. prvenstvene zmage v tej sezoni. Kakšen je bil danes občutek, ko ste ob tem norem dogajanju vi vodili ekipo? Ja, res je. Bom rekel, težka tekma, zelo težka tekma. Veliko je bilo raztrgane igre, gor dol, kartoni, prekinitve. Moram čestitati fantom, da so zgarali to, da smo zdržali. Malo nas je tudi sreča. Bom rekel, pogledala, zabili smo gol več. Na koncu to šteje, tako da zasluženo zmagali. Kaj ste ob tisti zmedi sodniški dejali fantom, da se niso zmedli in da so potem prišli do zmage? Res je, sodniška zmeda, tega ne bi komentiral. Fanti so danes pokazali, to je bil za njih, mislim za njih, za nas vse, te zrelosti, mislim, da so ga dobro oddelali, prepričan sem, no, in še enkrat bi jim samo čestital za to odgarano tekmo. Odigrali ste eno od najbolj norih tekem v tej sezoni, igrali ste napadalen nogomet, bili ste blizu pozitivnemu rezultatu. Kaj je na koncu zmanjkalo? Kaj reči, take tekme, na koncu je zmanjkala najbolj naša neizkušenost oziroma zopet na igrišču fantom ni kaj za očitati, vendar pa moramo biti pazljivi na nasprotnikove pač tiste največje kvalitete in zopet iz ene od teh smo na koncu dobili ta zadetek za 3-2, ki se pač ne bi smel zgoditi. Bi lahko morda podali tudi komentar na to sodniško zmedo? Ne, jaz nisem niti videl, sodniki so bili pač očitno dobro postavljeni, videli v svojih očeh, tako da tle res ne moram komentirati njihovih odločitev. Najlepša hvala. To je bila verjetno ena najbolj norih tekem, kar ste jih odigrali v karieri. Nam lahko razložite, kaj se je dogajalo tam ob tisti sodniški zmedi, ko ste prejeli rdeči karton, pa niste napravili ničesar? Ja, v bistvu še jaz ne vem dobro. Vse se je tako hitro zgodilo. Ne bi rad komentiral zdaj sodniških odločitev. Dosodil je to, kar je dosodil. Jaz vem, da tam blizu nisem bil. Sodnik verjetno ni točno vedel, kdo je igral z roko, če sploh je kdo igral z roko, ampak na koncu je enega mogel izključiti in je izključil mene. Na koncu, kljub temu zmaga, ste na koncu, ko potegnete črto, vseeno zadovoljni s prikazanim? Sigurno. Zelo dobra tekma, vrnili smo se nazaj v igro, dobro smo pripravljeni in sem zelo ponosen na ekipo, da se je vrnila nazaj in zmagala. Hvala. Jubilejna 10. zmaga v tej sezoni, kar se tiče prvenstva, je bila to najbolj nora tekma, ki ste odigrali v karieri? Definitivno ena bolj norih. Res ni bilo lahko zmagati. So težek nasprotnik, kljub temu, da so na lestvici nizko. Se vemo, da je kar izenačeno prvenstvo, potem smo si še sami zakomplicirali tekmo. Hvala Bogu smo uspeli dobro zvleči na koncu. Kaj vam je po tisti sodniški zmedi dejal trener, da ste stopili skupaj in na koncu prišli do preobrata? Nič, vse smo vedeli tudi že sami, da moramo to nekako zvleči. Smo stopili skupaj, smo držali vse skupaj kar kompaktno in potem smo probali za konter, kot nam je to večkrat že uspevalo prej in tako nam je to i danes uspelo. Dosegli ste jubilejni 10. gol v tej sezoni, kaj vam pomeni ta lastna statistika? Nič, super, 10. gol za 10. zmago, kaj če lepšega. Hvala. Danes ste se dobro borili, ampak na koncu ste vendarle zabeležili poraz. Kaj je zmanjkalo danes? Ne znam, malo je zmanjkalo našeg neiskustva, ovo nam se već par puta dogodilo. Trebamo sjesti u ponedjeljak, utorak kada ćemo trening, malo sve ovo proanalizirati, naći te sve greške koje smo napravili i pokušati naučiti iz ovoga i da nas to sljedeći put ne dogodi. Najljepša hvala.